Ljudje, ko se čutijo odveč, je več teh prostovoljnih končanj življenja. In da je to največkrat pred počitnicami ali pa pred prazniki. Da bi ne bili v breme. Ali bo naša država še kaj več naredila? Ali bo izbrala cenejšo pot. Cenejše, ampak kakšna cena bo pa potem mi to plačevali, kakšna družba bomo postajali? Pater Ivan Platonjak, dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, profesor na Teološki fakulteti. Vesel sem pa, da se zelo poglobljeno ukvarjate z vprašanjem umiranja, odhajanja, žalovanja. Vedno se lahko naredi, res se ne more narediti več na telesni ravni, ampak se naredi pa odnosni ravni. Zdravila ne morejo vedno pomagati, pomaga pa bližina. Morda je pa tisti zadnji teden, 2 mesec življenja bil najpomembnejši del tega življenja. So pa določene teme, ki so pa tabu, o katerih pa ne smemo govoriti. Kaj je dostojanstvo? Ni vpliva na naše dostojanstvo to, koliko lahko delamo. Dostojanstvo je dostojanstvo samo na sebi. Človek, ki ima vrednost kot moralni, razmišljujoči subjekt, tudi kot tega ni več zmožen. Njegova vrednost je enaka tudi takrat, ko potrebuje pomoč. Kako pristopati do tega prezrtega časa? Prizadevajmo si, da bi ne prezrli ta dragocen čas, biti ob takih neozdravljivo bolnih, umirajočih. Oddaja Odnosi so zakon. Dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes gostim svojega nekdanjega profesorja, patra Ivana Platonjaka, ki ob knjigi Prezrti čas spregovori o tem, kako dragocena je šola ljubezni, ki jo ljudje doživljamo ob času poslavljanja, ob času slovesa. Zelo aktualna tematika, ki se ji res splača prisluhniti. Pater Ivan ima ogromno izkušenj in je zares z vsem srcem pri tej stvari, tako da vas vabim k poslušanju. Dajte pa tudi podpreti ta naš kanal s tem, da nam stisnete všeček, da se naročite na kanal. Veliko vas je, ki poslušate oddaje, pa se še niste naročili, tako da dajte tole čist preprosto dejanje narediti in s tem podpreti ta naš kanal. Prav tako na Spotifyju ali kakšni drugi platformi, kjer to poslušate. Če pa nas gledate preko lokalne televizije, pa obiščite dis.si, da boste zvedeli kaj več o tem, kako graditi odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej. Zdaj pa kar kodaj. Pater Ivan Platonjak, dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon. Hvala. Živela, sem vesel, da se spet srečava. Moj nekdanji profesor na Teološki fakulteti, mentor pri diplomski nalogi, so veliko sodelovala v tistem času. Vi ste bili zraven pri začetkih družine in življenja, pa ste se potem odločili iti med jezuite. Pa so bili pol konflikti interesov. Ne, se hecam. V glavnem, vesel sem pa, da se zelo z veseljem in zelo poglobljeno v zadnjem času ukvarjate, verjetno že kar kakšnih 10 let, se mi zdi, z vprašanjem umiranja, odhajanja, žalovanja. Na to temo ste lansko leto izdali knjigo na temo žalovanja. Letos imate pa že novo. Kako se imenuje? Prezrti čas. Prezrti čas. Budimo ob neozdravljivo bolnih, umirajočih in žalujočih. Okay. Je kot podnaslov. Podnaslov, ne? Ja, prezrti čas, ker to je čas, ki se ga nekako skušamo izogniti. Ne? To ni nekaj, s čimer bi se človek z veseljem soočal, ne? Je nekaj, pred čimer se rajši malo umaknemo. Ne? Spomnim se, kako pa je že leta 2004, ko sva se s Sašo pripravljala na poroko, en par takrat pričeval nam, mladoporočencem, in rekel, dajte se že zdaj pogovarjati o tem, kdo od vas bo prvi šel in kako. Ne? Nama je bilo to morbidno takrat. Ne? Moram reči, da zdaj 20 let kasneje, dobrih 20 let kasneje, nama je v bistvu to že precej bliže, ta tema. Ne? Ampak vidim, da marsikomu, tudi ko je že močno čas, je to še vedno težko načeti, ta vprašanja, težko načeti to temo odhajanja in potem žal velikokrat stvari ostanejo, nasplošno so v družbi tabuizirane, ostanejo pa tudi v naših odnosih, v naših družinah med možmi in ženami in v širših družinskih sistemih nenaslovljene. Ne? Ker je tukaj res vprašanje, ne?
kaj bi pa rad, kaj bi želel, če do od naju umre, kaj pravzaprav bi želela, ne, da nekje ostaje naprej in da tudi izrečemo, ne, tudi pomembnost ene oporoke, ne, da se že naredi, ne, tudi ko smo čisto zdrava, kot tako, nikoli ne vemo, lahko pač tudi ena nesreča se zgodi, nekaj kar nenadoma in kakšne stiske potem doživljajo tisti mož ali pa žena, ki ostane, ne, potem te stvari urejati. Ne. In ko spremljam žalujoče, ko spremljam tudi može, vdovele, može, da kakšne stiske so doživljali, ne, ko so to še včasih tudi pri 30, 40 letih nenadoma izgubili svojega zakonca, ali pa tudi potem po 50 letih zakona in vse drugo, nekako se včasih skrhajo odnosi, ker te čisto osnovne stvari se niso pogovorili, niso zapisali, niso nekje dali, nekje si stvari dogovorili. Vi imate tudi v Ignacijevem domu v Ljubljani imate 3-mesečni program za žalujoče, ne? To je zdaj že 6. leto in je to kot 6 srečanj na 2 uri, za 2 uri na 14 dni, ne, in dobijo tisti, ki se prijavijo, to je vsaj pol leta po pogrebu, dobijo tudi vprašanja, dobijo gradivo, v katerem se pripravijo in potem v skupini 5 največ žalujočih imajo možnost, da izrečejo vse tisto, kar želijo in so slišani, eno varno okolje, ker lahko ubesedijo vse tisto, kar nosijo v sebi, kar se je zgodilo, kar še vedno je v njih in krati tudi nekje, da zmorejo odkriti eno zgodbo ljubezni tudi vsem tem, ne, da ne ostanejo samo zaprti v to izgubo, ampak da tudi vidijo, kaj vse tisto lepega, dobrega je bilo v tem odnosu s tem človekom, ki so ga izgubili, in da prav ta spomin te hvaležnosti tudi lajša to bolečino in krati potem odkriva, na kak način pa je zdaj se ta zgodba ljubezni nadaljuje, ker se ni prekinila, ampak je na nov način se živi, se je spremenila, kot tudi mi izpovedujemo tudi krščanski veri. Kot tudi tisti, ki ne verujejo, rečejo, ja, ljubezen je tisto, ki ostaja, kar ostalo. Kaj konkretnega, recimo, je to, kar mogoče najbolj pogosto slišite v tem programu od ljudi, kaj največkrat izrečejo, tako prav konkretno? Eno veliko hvaležnost tisti, ne, ki so katerih pač je zakonec ali pa otrok ali starš zbolel, tudi neozdravljivo, to, da so zmogli takrat biti ob njem. In da so nekateri govorili, ne, da je to kot nekaj čas ene milosti, ne, en čas, ki jim je bil dan mogoče 1 leto, pol leta ali nekaj mesecev, da se je med njimi, ne, razvil en tako globok odnos. Drugačen, ne? Ja, tisto, po čemer so celo življenje hrepeneli, tudi kot zakonca ali odnosu do staršev ali staršev do otrok, da so zmogli izreči neizrečeno, da so zmogli drugemu res pokazati hvaležnost, drugemu pokazati tudi to, še posebej temu bolnemu, da ga res zastonj ljubijo, da on ni vreden zato, ker še lahko zdaj dela, ker lahko še kaj naredi, ampak da je on tisti, ki jim je zdaj v pomoč, da je prišlo tudi to, da so tudi oni sami, ki so zboleli, ki so v odhajanju, odkrili, kako pomembno je zdaj res se izreči, se tudi nekje odpustiti si. Ja, pa ljudem to res rata, velikrat verjetno ne? Rata tam, kjer to zmorejo, ne. Dolgokrat pa je v resnici občutek krivde, ker tega niso zmogli, ker so čakali, ali da bo tisti, ki je umiral, sam rekel, da umira, ne, da odhaja, in nihče ni, drugi pa tudi ob njem, ki so bili, upaj reči, kaj pa, če slučajno ne bo tudi uslišana naša molitev za ozdravljenje, ali ne bo več možno tudi ozdravljenje, ker zdaj včasih zdravniki povejo,
in vejo tudi ti bolniki, da je zaključeno in zopet je tukaj lahko zelo tragično, kar tudi pišem v knjigi, ne, te izkustva, na kak način je povedano, na kak način je posredovano, ne, in je včasih to travma, ne, ko nekaj reče zdravnik, pač ni več pomoči, greste domov in potem reče, ja, me je poslal domov, da umrem, ne, in kako... Zavrženega se človek... Ja, zavrženega, ne, in tudi tisto, da ni zdaj, ne moremo nič narediti, je še vedno paliativna oskrba, je še vedno tisto, da se pomaga temu človeku, da bi te bolečine ne bile prehude, ne? In da se omogoči tudi ta čas, da lahko spostavijo, uredijo odnose. Ne? In to je tisto bistveno, ne? Urediti odnose. To je bistvo te knjige v resnici, ne? Tega prezrtega časa, ki se pa dotika tega časa pred odhodom večinoma, ne? In priprave na odhod. Ne? Meni je zelo všeč, ker imate res čisto zelo konkretne napotke noter, kaj reči. Mislim, všeč mi je tudi to, ko v uvodu gospa Metka Klevišar napiše, da ni nujno narediti vsega tega, kar je v knjigi, ne? Ampak je pa dobro vedeti, kakšne so možnosti. Ne? Ker med drugim tudi zapiše, ne? Potem tudi izkušnjo njene prijateljice, ne? Ki je spremljala svojo mamo, ne? In je predtem že veliko brala vseh knjig, ne? In potem reče, je bilo čisto drugače, ne? Potem, ko je v knjigah, ne? Ampak sem hvaležna, da sem brala to, da sem razmišljala, da sem imela neko ozadje, iz katerega sem lahko pa zdaj v tem konkretnem načinu odreagirala tako, kot drugače ne, če bi se teh stvareh nič ne razmišljala, nič videla, razne možnosti, kaj se lahko zgodi, kaj se dogaja, bi bila popolnoma bosa. Ne? In tisto zopet, kar doživljam tudi, ko sem poslušal žaljoče in jih poslušam, ta šok, ne? Ko nekaj dobijo domov svojega družinskega člana in rečejo, ni več možno zdravljenje. In še posebej, ne, če potem ne zdravniki tudi povejo, glejte, obrnite se na to pomoč tudi, ne, tudi paliativne oskrbe ali društva, tudi hospic, ko so prostovoljci, ki pridejo, ki razložijo, na kak način biti zdaj, kaj je tisto, kar je pomembno, ne. In tudi to, da, in kaj je tisto, kar je najvažnejše, ne? Da je najvažnejše, tudi ni rečeno, da se ne more nič narediti. Ne? Vedno se lahko naredi, res se ne more narediti več na telesni ravni, ampak se naredi pa v resnici v tej odnosni ravni. Sferi, v tem, da ta človek začuti, da ni odveč, da ni breme, da ga imamo radi in da nam je tudi dar, da smemo biti ob njem. Da tudi nam pomaga, da zazorimo v človečnosti in tudi kot kristjani v tem biti kristjan, kaj to pomeni. Ne? Biti tisti, ki napravim vidnega navzočega Boga. Ne? Jezusa Kristusa, ki je zdaj, ki ne zapušča nas tudi v tem trpljenju, tudi v tem slovesu, ne? Ampak je on z nami in želi biti po nas tisto, da pokaže tisto konkretno bližino. Kako ta bližina zdravi, kako to prenavlja kot tako. Jaz, ki imam milost, da že 3 leta tudi hodim vsako jutro in večer k staršema, ki sta prišla iz okolice Laškega v Ljubljano, ker sem jaz tudi v dom za ostarele, ki ga imajo Marine sestre, privat za svoje sorodnike drugače, ko ostanejo starši sami ali pa tudi od koga drugega tudi vzame kakega duhovnika, ki je potrebi. In sta šla, ker sem obljubil, da bom jaz hodil k njima, ne? In vidim, kako je stiska, ko daj moram kak vikend, nisem v Ljubljani, ne morem hoditi, ne, po 2 dneh ali pa 3 dneh pridem, kako je veliko več bolečine, še posebej mama čuti, ki je popolnoma obležala, ki je popolno lego tudi. In je takoj lažje, ne, ko vidi mene, ko se z njo, ko se ne samo jo obivam, preobleče iz plarice, vse drugo, ampak da se pogovarjamo, da je poslušam, da se z njo, da je dotik in vse to, kako se tista bolečina kar oblaži. In ni tako huda, kaj ti zdravila ne morajo vedno pomagati, pomaga pa bližina. Bližina blaži, to mi je všeč. Ja. Bližina blaži. Mi se pa se mi zdi tako tudi kristjani, smo se malo tudi kar nalezli te naše kulture, ki pa se te
bolečine in bližine ob trpljenju boji. In se instinktivno želimo kar umakniti, ven iz tega, ne vemo, kaj bi rekli, nerodno nam je, ne? In smo lepo rajši res tiho, tako kot ste rekel prej, in potem se kar ne izrečejo zadeve. Dajva peva čisto konkretno v te stvari, ki jih je smiselno in potrebno izreči v tem času, ko slutimo, da gre neko življenje, bomo rekli, proti naravnemu koncu. Bova potem še kaj več povedala, potem kaj pomeni pa hitreje zaključevati te poti. Ampak zakaj je ta prezrti čas tako pomemben, da ga ozavestimo? Predvsem tem nekje tudi treba ne misli, da je v preteklosti pa to bilo. Aha, no, ok. Smislu, ker ljudje se o tem takrat verjetno niso pogovarjali. In je neka, življenjska tudi, doba je neskončno daljša. Ja, neskončno daljša. Zakaj so hitro umirali, veliko zgodaj. In tudi ni bila tudi družba, ki bi se veliko osebnih stvari pogovarjali. Tudi takrat. Da se zdaj več o tem pogovarjamo osebno, ampak so pa določene teme, ki so pa tabu, o katerih pa ne smemo govoriti, da je nekaj težkega. In tukaj je tisto, kako, ko pride taka situacija, ko nekdo od družinskih članov zboli in zboli celo tako, da ni možno več zdraviti in da bi nekje bilo možno, da bi telesno šel zdravel in lahko nadaljeval zemeljsko pot, nekako pride res en šok, kako pride nekaj težkega in nekaj, kar se ljudje večkrat počutijo čisto nemočni in ne vejo, kako reagirati, kako biti. Se kar umakneš ob te nemoči. Ja, se umaknemo, ali pa začnemo delati tisto, kar ni tako pomembno, da preveč pozornosti samo za telesno nego, samo za to, da bi vse, včasih tudi siljenje na silo, ko več ne more človek jesti, zauživati hrane, na silo, in potem občutke krivde, ja pa nočeš jesti, pa nočeš piti in se to. Pa včasih tudi pretirana molitev za ozdravljenje mogoče? Tudi v tem smislu, ki pomeni nesoočenje z odhodom? Ja, tudi v tem smislu, da tako molimo in naredimo cele verige za ozdravljenje in da sploh se nam zdi, da je greh, če pomislimo, da bi ta naš dragi odšel, ta naš bližnji človek. In da bi bilo greh, če bi rekli, ja, morda boš pa, da bo se tvoje življenje tudi zaključilo. Kaj si želiš, če pa ne boš ozdravljen za ta svet in boš ozdravljen za večno življenje v Bogu, njegove ljubezni. Kaj ti končno je oboje zdravitev, ni samo za telesno, je tudi za to večno življenje, ki bo vso večnost. In tukaj ali upamo preprosto reči, jaz verjamem, zaupam, da bo Bog uslišal molitve, da bo tudi se našla pot rešitve, da bo tudi čudež. Kaj pa, če slučajno ne bi bilo, kaj bi pa takrat rad tudi še povedal zdaj, koga bi morda rad srečal, kaj bi morda rad uredil, kaj bi morda rad tudi, da če bo pogreb, da bi bilo na pogrebu tudi, na kak način, tudi bi rad bil pokopan. Na kak način bi rad tudi, da bi potekalo slovo, tudi od pesmi do vsega, da se tem tudi pogovarjamo, kako boš oblečen. Se spomnim, ko je oče bil pred 3 leti tako čisto na koncu, in vse to, in sem ga tudi vprašal, kaj pa bi želeli, kot to. In je pogovoril, tudi rekel, obleko, daj tisto in tisto. Potem, klobuk. Zakaj pa klobuk? Se moramo v klobuk. Pa sem rekel, pa ste koga videli ker vikam še, krste s klobukom. Ne pa ne. No, pa ne rabim. Ampak tako šali. Ampak tudi ne, ko je prišel čisto in se ni vedlo, ali bo preživel ali ne. Sem ga tudi vprašal, a bi radi koga srečali, a bi se pogovorili, koga prosili morda odpuščanje. In je rekel, pa res, zdaj pokliči
te in te, da se tudi z njim poslovim, eni pa, ki so zelo daleč in ni bilo tako, da lahko pokličeš, pa bom jaz ga prosil tudi in se z njim pogovoril kot tako. Ne? In kako je bil res srečen, zadovoljen, ne? Ko je upravil klic, ko je tudi prosil za odpuščanje, izrekel tudi nekje tisto obžalovanje, da določene stvari so bile take, kot so, ne? In je bilo z druge strani sprejeto kot to, je njegov obraz se spremenil, njegov obličje se spremenilo, je zasijalo. Ne? In vendar bi on to ne naredil, če bi jaz samo molčal. Ne? Ja. In ne bi izpostavil te stvari ali pa vprašal preprosto in vse to. Ne? Ampak to prihaja prav iz teh izkušenj, ki jih imate, ne? Tudi. Na to temo, ne? In potem v bistvu je tudi ta pogum lažje imeti za kaj takega reči. Ne? Ker tudi slišim druge, kako so potem žalko tega niso nič tudi omogočili, ne sebi, ali pa tudi ko je bilo to situacija, da oče več ni mogel skrbeti za svojo ženo, ne, mojo mamo, in sta oba obležala in oba potrebovala 24-urno pomoč. Kdo bo zdaj to delal? Ne? Ali bo zmogla sestra, ki ima za kmetijo vse to, svojo družino, tudi moža, ki ni tako zdrav. In sem jaz predlagal jima in sem enkrat pač rekel in sta takoj bila proti. Ne? Češ to pa ne, imamo svojo hišo, to smo mi gradila, to je najin dom in skozi smo bila tukaj, ne, v tem kraju, ne, nikamor ne greva. Ne? Ampak jaz sem dal ponudbo, rekel tudi, bom jaz tudi poskrbel, da bom z vama. In čez en mesec, ko nismo pa nič govorili, čez en mesec, eno jutro, naenkrat pride oče, skupaj sta tam bila v isti sobi, z mojo mamo tudi, ne, sva se pogovarjala in sva se odločila, da greva. Se pravi, spregovoriti, odpreti, potem pa pustiti. Kaj ti potem tudi se mora zgoditi proces. Se en proces zgodi, ne na silo, počasi. Ne? In te stvari so pomembne tudi. Ne? Ja, jaz sem večkrat slišal tudi to, kako pomembno je, da te stvari uredimo ali pa se vnaprej odločimo, ne? Za recimo odhod v dom, ne? Ko morda še ni, naprimer, kakšne napredovane demence in tako naprej, ko smo zmožni sami odločati se za to. Prav eno pričevanje enega gospoda sem slišal zelo nedavno, ki je rekel, kakšen blagoslov je bilo za njih, ko je mama mentalno pešala, da je bil oče tisti, pa je bil še čist fit, pa čist frajer, pa tako sta šla v dom, je rekel, je izgledal kot direktor tistega doma. Ampak sta šla v dom, kjer sta imela možnost napredujoče oskrbe, se pravi, vedno bolj, da so skrbeli za njo. Kak blagoslov je bil to za njune otroke, da ni bila na njih preloženo breme te odločitve. Ne? Ali tudi eno drugo gospo, ki poznam, ki še ni take starosti, pa ona še ogromno dela, hodi, potuje, vse to, in je pustila pač svoje, ko je pač odovela, svoje stanovanje v bloku kot tako, ne, prodala in si je pač šla v tako varovano stanovanje, ne, v enem domu kot to, ne, in so otroci to težko sprejeli, zdaj pa ne bomo imeli svojega doma. Čakaj, pa otroci pa vsi daleč stran, ne? Tako da se nema nobenega tukaj, ne? Blizu, ne? Ja. Drugo, potem lejte, pač tudi zdaj vas skoraj nič ni doma, ne? Kaj prišli, ne? Drugo pa, ko si je prišla ta v dom, ko pa ti tukaj delaš, ti si še tak fit, ne? Ti si še čisto v redu. Pravi, raje zdaj grem z veseljem in dobim neko okolje in delam tisto, kar mi je in nimam teh skrbi, kaj zdaj s tem stanovanjem, kako bom, kaj treba urediti tukaj je poskrbljeno in sem zdaj šla noter prostovoljno z veseljem in sem z veseljem zdaj tukaj. In živim, nadalje to je polno življenje tudi. Pravijo, ni težko poskrbeti, težko je skrbeti. Ne? Na dolgi rok, ne? In tukaj je ena odgovornost pač ljudi, ki se bližajo temu obdobju življenja, da če je možno, da pač vnaprej razmislijo, da vnaprej poskrbijo za te stvari, ker vidim pa, da je res veliko tudi tega, kar ste rekel, oklepanja, prav odraslih ljudi, tudi ne več tako mladih, ne? Ki se oklepajo neke realnosti v svoji primarni družini, ne? Kako je bilo, ste rekel, ni več našega stanovanja, ne?
kdaj že več ni bilo to vaše stanovanje, ali ste šli vi živeti za svojim možem, ženo, mož bo zapustil očeta in mater, se pridružil svoji ženi. Ne? Vidimo, koliko je včasih tudi na področju tega zapuščanja premalo narejenega in potem je neko oklepanje te primarne družine, tega nostalgije, tega primarnega doma, verjetno še nerazrešenih travm tudi in tako. In tukaj je toliko neizrečenega v teh zadnjih obdobjih življenja, da je neverjetno, ne? Ampak to, da smo navezani, to je celo življenje, ne? Ja. Bolj ali manj, ne? Ja. Skozi učimo, ne? Nekje zažveteno svobodo. Ja. Ne? Ja. Drugo pa je čisto drugače tudi za te starše, ki čutijo, da ko bo šel v dom, da ne bo potem tam sam, ne? Da bo imel obiske, da bo pokazali pozornosti njegovi otroci ali tisti, ki so bili ob njem prej, ne? Da nekje ne pušča sam. Ne? Kajti tudi tukaj imam v knjigi pričevanje, ne? Ko je bilo tako stiska, ko so skoraj pregoreli domači, ne, ob skrbi za svojega, ki je zbolel in ki rabo popolno nego in je bilo to res težko potem, ne, in da so potem ga dali v dom kot tako, ampak ne tako, da bi zdaj pač ko pustili zdaj tam samega, ne, ampak da so nekje bili razbremeni tega čisto telesnega, fizične oskrbe in da so lahko potem res preprosto bili ob njem, ne, preprosto navzoči. Da so omogočili temu svojemu bližnjemu to, kar najbolj potrebuje, ne? Da čuti bližino, da čuti nekje to, da nekdo je z veseljem ob njem. Ne? In da je tudi slišan, da ga tisti, ki je ob njem, posluša, ne da mu govori to, ampak čim manj govori, pa bolj posluša in da je pripravljen poslušati tudi 100krat in večkrat isto zgodbo, iste stvari, ki jih ponavlja, ne, kako je to pomembno. Ne. En moj prijatelj, starejši jezuit iz Amerike, ne, rekel, starejši ljudje morajo to je kar povedati, da se potem te stvari počasi notranje uskladijo, se nekje notranje preobrazijo in zmorejo svoje življenje, svojo zgodbo sprijeti. Ne? In je tukaj, in bolj ko so slišani, bolj ko jih spoštljivo poslušamo in sprememo, prej se bo to zgodilo. Če pa oni sam govorijo in ne čutijo, da je to slišano, da je to sprejeto, pa kar ponavljajo, da bi bilo slišano enkrat, ker čutijo, da ni slišano in da ni sprejeto. Tukaj se mi zdi, da je to naloga domačih, ne? Ker vendarle tudi v instituciji, ko greš, tam ni te slišanosti in je tudi biti ne more, ker je že sama fizična oskrba ljudi, je napor. Tukaj je treba dati eno veliko vrednost vsem ljudem, ki delajo v oskrbi starejših, se mi zdi, ne, ali doma, ali pa v domovih, ne, ali kakorkoli zdaj, ko prihaja ta dolgotrajna oskrba, ne, se mi zdi, da del te tabuizacije tega je tudi to, v bistvu, da ni kadra, da so to poklici, ki so premalo plačani, ne. Tukaj v bistvu s tem mi kot družba kažemo na to, da premalo vrednotimo. In ta čas in to poslavljanje in to delo. Ker jaz sem začutil nekje notranji klic, lahko rekel božji klic, da ubesedim te stvari, ne? Da ubesedim to ogromno lepega, dobrega, ne, ki naredijo ti ljudje, ki služijo, ne, tako v domovih, kakor v bolnicah, kakor tudi domači za svoje, ne, ker se večkrat o tem nič ne govori in vsak ostane sam. Zato sem posvetil tudi to knjigo vsem tistim, ki ostanejo ob nevzdoljubolnih, umrijočih in žalujočih, kajti s tem v resnici ta svet delajo bolj človeški in bolj božji. In tisto, ne, kako ovrednoti tudi te stvari, ne, kako pokazati, kako so pomembne, dragocene, kako je to nekaj, pride na dan nekaj najlepšega, kar je v človeku. Ne, tisto najbolj človeško, ne, pridejo na dan tiste najgloblje vrednote in da tudi ljudje, ki so ob njih, ne, odkrijejo počasi, kaj je tisto,
kar je najvažnejše v življenju. Kako pomembni so odnosi, kako pomembno je, da te odnose res vodi ljubezen, spoštovanje, usmiljenje, odpuščanje, potrpežljivost. Ne? Kako, če to prezremo, ne? Če ne damo si te možnosti tudi, ne? Da pravzaprav sebe razčlovečujemo. Ne? Jaz se spomnim, ne? Poslovne knjige govorijo o načelu živeti z mislijo na konec. Ne? Kakšen bo nagovor na mojem pogrebu. Metka Klevišar je enkrat rekla, to sem si zavedno zapomnil, no, morda je pa tisti zadnji teden, 2 mesec življenja bil najpomembnejši del tega življenja. Ne? Tega si v današnji visokofunkcionalni družbi, ki pač vrednost in dostojanstvo človeka gradi na tem, koliko smo sposobni producirati, ne? To je čisto ena druga perspektiva. Čist druga. Ne? Bistvena v resnici. Nekaj, kar si sploh ne moramo predstavljati. Ne? Ja. In je tukaj tisto tudi, da ta knjiga, ki sem napisal, ni neka teorija, ne? Ja. Ni nekaj, kar je nastalo iz branja knjig, ki so že bile o tem napisane, ampak je v resnici premislek prav ob izkustvu ljudi, ne? Preko 30 ljudi, ki so noter vključeni z svojimi pričevanji, ki so bili ob svojih domačih, svojih bližnjih do konca življenja, da to noter vpletam. Ne? In da ni to nekaj prevod tujine, ne? Ker imamo kar veliko knjig, ki so prevedene iz tujine, ki so čudovite, ne? Ampak so to zgodbe z naših krajev, ne? Iz Slovenije, nekaj, kar se konkretno tukaj je dogajalo in se dogaja in se vsak lahko tudi v tem najde. Ne? Tudi ko so že, ker knjiga je že preko 1500 že zunaj, ne? V 3 tednih, ne? Ki so tudi prej brali in je tudi na koncu 6 odzivov napisano tudi kot to, ne? Je ena sestra Metka, ki je zapisala nekje, sama tudi zbolela za rakom in sama bila tudi odgovorna za dom tudi usmiljenk Svete Katarine v Mengšu, kot to, je rekla, da ta knjiga je pomagala nekje v besedi vse tiste stvari, ki jih je doživljala in nekje povezati in videti pravzaprav eno smiselnost, eno celoto. Ne? Ja. Da je njej pomagala narediti eno pot. In vidim tudi, ko nekateri rečejo, ja, zdaj ob tej knjigi najdem besede za tisto, kar sem slutil, čutil, doživljal in nekje zmorem tudi o teh stvarih premišljati, jih tudi obesediti, mojo izkušnjo, moje, vse, kajti ogromno je nas tudi raznih izkušenj, ampak nekje so potlačene, ne, ali pa se nam zdi, da o tem ni pomembno premišljati, ne, o tem se pogovarjati, ampak to je v resnici življenjsko, ne, življenjsko pomembno. Ja. In tisti, ki so obspeli, kot jih pravi, to je ena dota za življenje. Nekaj, s česar lahko zdaj živijo, ko niso ta čas prezrli. No in koliko bo izgubljenega, če se mi kot družba odločimo ta čas presekati, skrajšati, ne? Se pravi, govoriva o tem prihajajočem referendumu, ne? O tako imenovani eutanaziji, oziroma sploh ne govorimo več prav o eutanaziji, govorimo o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ne? Ja. Se pravi, pri prostovoljnem hitrejšem pohitrenju in skrajšanju življenja. Ne? Jaz s komarkoli sem govoril, pa morda me je marsikdo tudi presenetil s tem, da je zagovarjal to, ne? Ker se mi zdi, da je veliko lepega motiva pač v nas, ena želja, da pač bi se ljudje temu trpljenju, ki je nesmiselno kao, izognili. Ne? In ker ne vidimo smiselnosti trpljenja, ker ne vidimo smiselnosti tega, kar sva že prej rekla, neproduktivnega življenja, ne? Se pravi ležanja na posteli v plenicah v demenciji, kar je tudi naša domača izkušnja zdaj, a ne, se pravi z sorodnico. Ne? Ampak koliko se res lahko ene bližine zgodi ob tem, koliko se lahko enega lepega, no? Tudi ob tem zgodi in v resnici se mi sami ob tem lahko ogromno naučimo zase za naprej, ne? In za rodove, ki prihajajo. Ja, tukaj je prav to, ne, da
kaj je dostojanstvo, ne, človekovo dostojanstvo, ne, da ni vpliva na naše dostojanstvo to, koliko lahko delamo in sami storimo, ne, da ni to znamenje dostojanstva, da še lahko sami tudi čisto osnovno intimno nego sami uredimo kot tako, ne, da lahko se še odločamo in gremo kamor želimo in delamo tisto, kar želimo, ne, in nekje zmoremo tudi drugim pomagati, drugim služiti kot tako, tudi drugim omogoča življenje, kot da je zdaj to naše edino dostojanstvo. No in to je dostojanstvo, ki ga zagovorniki tega zakona v resnici nekako skušajo obvarovati. Ne? Pa v bistvu ni dostojanstvo, ker dostojanstvo je dostojanstvo samo na sebi. Človek, ki ima vrednost kot bitje, kot moralni, razmišljujoči subjekt, tudi kot tega ni več zmožen. In tukaj je tisto, ne, da tudi tako ne samo ena religijski pogled na človeka, tudi krščanski, ampak tudi svetnega pogleda, filozofskega, in vse to kaže, ne, dostojanstvo je nekaj, kar je najbolj notranje v človeku in ostane do konca, ne. Človek mora biti je do konca oseba, ne. Človek je, njegova vrednost je enaka tudi takrat, ko potrebuje pomoč, ne, ko potrebuje nego, ne, ko ne more sam nekje skrbeti zase, ne, da je, in da se tudi večkrat takrat šele v polnosti odkrije dostojanstvo, ko tudi mi odkrijemo, da v resnici nas drugi ne cenijo ali pa ljubijo, imajo radi zaradi tega, ker imajo korist od nas. Takrat šele mi pridemo pravzaprav do tistega globokega spoznanja, jaz sem tak, kot sem, tudi tako nemočen, tako odvisen, ljubljen. Zastonj ljubljen. In to je v bistvu tista podoba Božje ljubezni do človeka, ki nas ljubi ne zaradi tega, kar naredimo, ampak ker smo njegovi. Ker pripadamo. Ne. In tukaj ne, tisto izgubimo prav to, ne, to zastonsko nezasluženo. Nezasluženo ljubezen kot tako, spoštovanje, ocenjenje. Ne. In tudi to, da smo mi tudi, ko smo tako nemočni, ne, tudi meni so starši, tudi vsem tem, ko potrebujete oba nego, oba planicah in vse to, sta dar. Kajti jaz se ob njiju učim tistega najbolj človeškega, najbolj pomembnejšega in tudi najbolj božjega. In mi da ta možnost, da jaz tudi nekaj naredim, kljub temu, da imam ogromno drugega dela, ne, pa mnogi rečejo, kako zmoreš, ne, tu gre 45 minut zjutraj, 45 zvečer, poleg še potem pa pot, pa še pot. Tu ste še hiter, če v 45 minutah. Ja, preoblečem, zihtam, vse to je nekaj malega, ampak tam vse drugo sestre potem poskrbijo. Jaz jo pač dam iz planic, umijem in vse to uredim, pa malo pogovorim kot tak, ne. Ampak pomislite, da v domu za ostarele, za to, kar jaz naredim, imajo 5 minut za eno osebo. 5 minut. Jaz pa si vzamem 45, pa kar pohitim, ne, pa gre, da vse te stvari malo uredim in da nekje ne samo letimo, ampak začutite tudi, da sem vsaj malo tudi z njima. Ampak se mi zdi, da to mi da tudi eno moč, da lahko grem, pa tudi eno moč, da ne govorim nekaj na pamet, ampak iz izkušnje tega, in sem iz te izkušnje začel ceniti in opaziti še bolj tiste, ki leta in leta služijo, strežejo. Krati pa tudi opazil, kako mnogi tudi pregorijo ob tem, ker jih je sram priznati, da ne zmorejo sami, ker je sram jih prositi za pomoč in nekje tudi poiskati si pomoč. Ne. In večkrat tudi pa ne vejo, kam se obrniti. Ne. In je zato tudi v knjigi so konkretni napotki, kam se lahko obrniti, kaj je. In si upa tudi te stvari tudi priznati in da to ni. Hkrati pa tudi nas kot družbo, ne, ali pa nas, ki mogoče nismo čisto vpeti kot družinski člani, lahko daljni sorodniki, sosedje,
ospredje, prijatelji, ne, ali pa župnijska skupnost, a sploh opazimo te ljudi, ali opazimo njihove potrebe, ali smo pripravljeni slišati tudi njihov klic za pomoč, tudi časih neizrečen, da ponudimo konkretno, ne, da ne rečemo samo to, molimo za vas, kajti gotovo veliko tudi, mnogi rečejo, smo zmogli, ker smo čutili, da smo tudi molitveno podprti, mnogi pa tudi rečejo, vem, da mnogi molijo zame, ampak nobenega človeka ni, pa ki bi prišel k mojemu bolniku, ne, k mojemu domačemu, ne, ki je obležal za 1 uro, 2 ure, da bi jaz lahko šel urediti določene stvari, da bi jaz lahko te stvari naredil, ne, pa ni nikoga, ne. In tako se pravi, je pomembna ena celotna preobrazba tudi tega, da upamo sprejeti, da je tudi naše dostojanstvo, tudi ko skrbimo, priznati tudi nemoč in prosi za pomoč, kajti v resnici mi živimo tako, da smo drug drugemu oporo, ne. Potrebujemo ljubezen v resnici izmenjava darov, ne. Enkrat pač jaz strežem, drugič sem jaz strežen, ne. In moramo vse posod, prav tukaj je tisto, da se ena prava ljubezen lahko goji, ko eno in drugo damo prostor in sprejemamo in se zavemo, da je to resnično življenje. Koliko je v bistvu, zdaj, če prideva tam čisto do zaključnih faz, ne, življenja. V knjigi mi je všeč, ker čisto konkretno napišete, kaj se zgodi tik pred smrtjo, kaj se dogaja, kaj naj človek stori potem, ko nekdo odide doma. Tako zelo konkretni napotki, to mi je tako všeč, ker je stvar ful praktična. No? Se pravi, kaj pa, no, predvidevate iz vseh teh svojih dolgoletnih izkušenj, se bi znalo zgoditi zdaj, ko ljudje, recimo, rečemo, da se to ne bo dogajalo množično, ne, ta asistiran pač smrt, ne, pa vendarle izkušnje držav, kot so Belgija, Kanada in vse druge, kažejo, da je to stalno v močnem, velikem porastu, da govorimo o kar nekaj procentih smrti, ne. Po trenutnem zakonskem predlogu mi ne bomo vedeli, o koliko procentih govorimo, ker se v nobene evidence menda to ne bo beležilo. Meni se zdi tukaj res eno polje za odprto zelo hude zlorabe, pa za zelo hude rane in travme, ki se v bistvu tudi v naslednjih generacijah, ki ostanejo, lahko na tej čisto odnosni ravni nadaljujejo, širijo. Kako se vam zdi? Glede na raziskave, ravno včeraj je bila predstavitev tudi knjige v Ljubljani, v jezuitskem kolegiju, in je vodila to predstavitev gospa doktor Maja Ebert-Multara, ne, ki je vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu in ki je tudi predsednica združenja, Slovenskega združenja za paliativno oskrbo in hospic oskrbo. Je rekla, ja, da je tudi to prebirala, ne, da je nekje res ena posebna skupina žalujočih prav po tem, ko njihov bližnji izbere tako pot prostovoljnega končanja svojega življenja. Ne. Sam ne vem točno, ne. Jaz sam imam pač izkušnje, to, ko spremljam v teh letih in zdaj tudi v tem zadnjem, od spomladi naprej, ko imam še posebej skupino samo za starše, ki so izgubili otroka zaradi samomora, ne, ali pa tudi skupino, ki so izgubili bližnjega zaradi samomora, ne, stisko doživljajo tudi zaradi občutkov krivde in vsega drugega, kar se še toliko bolj nekje pride v spredje, kar je že tako pri žalovanju tudi večkrat, ne, koliko tukaj, ne, kakšne stiske tudi po 10 let in več to nosijo sebi, ali pa večkrat niso niti več slišani, niti niso zmogli izreči, da to ven, ne, ker ni bilo prostora varnega, da bi lahko o tem govorili. In
čeprav tukaj ne govorimo o samomoru, ne, ampak nekje prostovoljnem končanju življenja, ne, je pravzaprav gre za isto stvar, ne, in je tukaj tisto, ne, da je zelo bo odvisno tudi, kako bodo tudi družinski člani to sprejeli, ne, kako se bo to zgodilo, kaj bo. In tako, da je tukaj lahko ena velika travma, ki se, kot ste že prej rekli, ne, potem vleče, se zareže tako posameznika, družinskega člana, kot potem potomce, kajti te stvari, ki niso izrečene, ki se o tem ne govori, ki se ne izreče ta bolečina in vse drugo, kar teh čustev, občutkov in vse to in misli, potem to je nekaj, kar tli v nas, ne, v podzavesti in ima še toliko veliko moč in toliko bolj razdiralno moč, ne, ena travma, ki uničuje, ne. In tukaj je res, da ne pomislimo pravzaprav tudi na naše bližnje, kako bodo ostali, ne. Ali pa tudi drugo, kar je v tem zakonu, ne, da bo vsak lahko imel izbiro, da lahko tudi izbere paliativno oskrbo, hospic oskrbo in vse te stvari, ne, in če ni nobene pomoči in tako potem, da je to neznosna, prevelika bolečina in vse drugo, da lahko prostovoljno izbira, je tukaj vprašanje, ali bo naša država še kaj več naredila, da bi bila res možna paliativna oskrba za vsakega, ne. Ali bo izbrala cenejšo pot. Ja. Zdaj, cenejše, po narekovajem, kakšna cena bomo pa potem mi to plačevali, kakšna družba bomo postajali, ne? Ali bomo res ljudje v polnosti, ali bomo pa postali razčlovečeni, ko bomo v resnici gledali samo človeka, koliko imamo korist od njega. Je nekje kot objekt, ne? Dokdar je profit, potem pa konec. Si kot izmeček, ne? Kot ena breme, kot nekaj odveč. Ne? In prav tukaj tudi več kaže raziskave, da ljudje prav tukaj, ko se čutijo odveč, je več teh prostovoljnih končanj življenja. In da je to največkrat pred počitnicami ali pa pred prazniki. Ne? Da bi ne bili v breme. Da ne bi bilo odveč jim vse te stvari in tako. Ne? In tukaj tem smislu nekako vstopi tudi se pogovoriti, ne? Tudi če nekdo reče, ne? Ja, jaz bi pa to želel. Ne? Da zopet ga ne napademo, ne? In potem obsojamo, da to pač smrtni greh in vse drugo, kot kristjani lahko pogubljeni vse te stvari, ne? Kaj ti končno ne vemo, ne? Točno, ker Božje usmiljenje je neizmerno in veliko, ne? In ne vemo, kaj bo takrat v zadnjem trenutku tudi vse tem človeku prebudilo kot tako in kako bo potem zopet videl in stopil, se odprl tej Božji ljubezni, usmiljenju. Je eno, ne, da če poslušamo te ljudi, ne, če jim omogočamo tudi, da lahko izrečijo tudi razloge, izrečijo vse tisto, kar nosijo v sebi in se če čutijo slišane, ne bodo šli kot nek nasproten breg, ne, in branili svoje stališče, ampak bodo sebe globje slišali in poskušali slišati tudi tiste, ki so ob njih. Ne? In verjeti tudi, ne? Ker večkrat težko verjamem. Jaz vidim pri svoji mami, ne? Kako dolgo časa je rabila, da je sprejela, da nam ni breme, ne? Da ni odveč, ne? Da je v resnici ljubljena taka, kot je, za nas je pomembna ona taka, kot je. In ne zato, ali še ona lahko streže, pa ona pomaga. Ne? To ni enostavno, ker smo ena družba produkcije. Sploh generacije tudi prej, ne? Če ne delam, pa nisem nič vredna. Tako. In je tukaj tisto, kar ni enostavno, ne? Da temu človeku, da zmore verjeti, da ni breme, je res ena dolga pot in je tudi mora biti večkrat začuti, zaznavati. In to pa zazna, če vidi, da smo vedno znova si znajdemo čas zanj. Če smo ob njem, ne? Če nekje čuti, da nismo takrat na svojem telefonu, ko smo ob njem, vse drugo delamo, ali pa samo o svojih težavah govorimo, nimamo pa tam možnosti, da on izreče, da je slišan in da včasih tudi samo v tišini skupaj, da lahko tudi skupaj molimo, skupaj kaj zapojemo, pač kar si ta, ki je oslabel, ki umira, lahko želi in se to. In drugo, da na koncu ostaja samo dotik, če ga prenese, ne? Predvsem pa ta navzočnost, ta odprtost,
tako ne more on moliti, da mi molimo, in zato tudi v knjigi, na kak način se lahko v molitvi prinašamo to pred Boga, kako tudi pripraviti nekje, da ni vsiljivo, tudi na zakramente, ne, bolniško maziljenje pripraviti, tudi za obhajilo, za svetospoved, odkriti, kako dragoceno se to je, ne? In na kak način tudi to, s kako molitvijo pomoč, ko včasih si niti ne pomislimo, kot je, ne, zančena gospa rekla, hvala, ne, da je nota tudi molitev, preprosto v dihanju, preprosto Oče, ne, da ponavljam v ritmu dihanja, ali pa Jezus Kristus, Božja Mati Marija, ne, ko lahko čisto vse druga delam, sem in nekje to v sebi, sem v tej navzočnosti ljubezni, kaj ti končno je tisto, ostaje v tej ljubezni, ne, ostaje do konca ljubezni. Pripravljati se na to srečanje z to ljubeznijo v resnici. V resnici smo že v njej. To je vinska trta, jaz sem vinska trta, vi mladike, ne, mladika je že v trti, ni treba nič narediti, da bi ne, samo ostati mora. Samo zavedati se mora. Zavedati, ostanite v tej ljubezni. Nič nam ni treba, da bi nas Bog ljubil, ne, ampak verjeti, da nas ljubi, to pa ni enostavno. Ne? Sprijeti tudi to ljubezen, tudi v tej situaciji težki, tudi slovesa, pa ni tako enostavno in rabimo posebno milost, tudi to, da zmoremo takrat verjeti in da verjamemo, da je tudi to dobro za en, ki se poslavlja, in za nas, in da ta ljubezen ne bo končana, da ta ljubezen se bo razodevala še naprej, če bomo odprti za njo, če bomo zmogli spostaviti tisti nov odnos tudi z našo ljubljeno osebo, ki jo bomo fizično zgubili, ampak bomo še pa vedno v duhu, v tej ljubezni povezani, kako smo povezani z Bogom. To se mi zdi, da je res tako pomembno, no? Da vidimo to poslavljanje kot učilnico ljubezni. To je, v bistvu je to tono. In morda je ta daljša zdaj, v tem času, ker smo toliko bolj oddaljeni od nje in rabimo toliko več tega, ne skušajmo tega na silo prekinjati, se mi zdi. Ker v resnici onemogočimo prav to eno učilnico, ne, ker se v resnici učimo tiste resnične ljubezni. Ker se pokaže resničnost, koliko ni ljubezen samo v besedah, ampak v dejanju. Kot Ignacij Lojola tudi pravi, ne, ljubezen ni v besedah, ampak v dejanjih, ne, v svojih duhovnih vajah, ne, kot kontemplaciji za dosego ljubezni. Ne. Tukaj je konkretno, ampak zopet ne dejanje, kaj moram jaz narediti, ampak preprosto biti ob. S čutečo, sutečo, spoštljivo ljubeznijo, s pripravljenostjo biti ob njem, sprejemati to in dopustiti, da lahko tudi včasih izrazi naš umrjoči tudi želje, ki se zdijo neumne, nemogoče, pa v resnici se dajo narediti. Ne? In ta pripoved žene, ne, ki je mož, preden je umrl, želel še iti iz Maribora v Ohrid. Z motorjem. Ne? Z motorjem, Z motorjem, ne? In je ona vedela, da to je čudež, če bo sploh zmogel v tem stanju, ne? Ampak nekje mu je ugodila, ne? Kot tudi medicinska sestra višja, kot to, in je šla, ne? In je nekje res čudežno uspel, da sta pridi dol in nazaj, in čez nekaj dni je potem umrl. Ne? Bi lahko rekel, zdaj boš pa prej umrl za tega, ne, ampak on, kako je bil, piše, srečen, da se mu je izpolnila še ta želja. Ne. Da gremo, da naredimo tisto, kar želi. Bo zdaj nekaj drugo pa, ne, tudi kar v knjigi govorimo, tudi kot je izrečena volja bolnika glede zdravljenja, ne, da tudi dokler smo pri zavesti, dokler še lahko tudi sami premišljujemo, se zavedamo, da tudi rečemo, zapišemo, ne, tudi uradno, kot tako, da ima dostop potem tudi osebni zdravnik, ne, da samo nekaj rečemo domačim. Kaj želimo, če pride do takega stanja? Ali želimo, da se ne gre eno invazivno zdravljenje in se to pa samo umetno podaljševanje življenja, ampak da želimo pač eno pot naravnega zaključka življenja, da se pač lajša bolečina, da lahko nekje dostojno nekje živimo svoje tudi notranji mir, ker v resnici tudi od bolečine odvisno naš notranji mir. Ker ta druga skrajnost je pa to umetno podaljševanje v nedogled, pa je odraz istega strahu v resnici, ne?
Ja, eno in drugo. Ne? Zanimivo, Potem, ne? ko se več ne da, potem pa skita zaključimo. Ne? Ja. In je tukaj, ne, da tudi mi lahko izrazimo. Ne? In tako tudi, ko ste prej omenjali za pripravi na zakon, ali pa mladi zakonci. Ne? Ja, ali smo pripravljeni, ne? Tudi kot mlada zakonca pripravljena reči, glej, če se to in to zgodi, jaz bi želel na tak in tak način zaključiti svoje življenje. Ne? In kako se razbremeni potem zakonca, ne? Ker v resnici potem pa večkrat iz strahu, da bo kdo očital, da ni naredil vse, kar bi lahko, ali bi bilo treba, vse to, je še to in to hotel. Ja, tako pa je pač naša nekje bila volja, želja in nekje se lahko na to spoštovanje pokaže, da spoštujemo tudi željo njega samega, ki je to izrazil, povedal, ne? In zapisal tudi. Ne? Pater Ivan Platonja, hvala lepa. Kje se da, čisto za zaključek, kje se da dobiti vašo knjigo? Koliko stane? Knjigo se da dobiti v vseh založbah že, katoliških, v knjigarnah kot takih. Drugače pa je izdala založba Dravlje, naša izvedska založba, ki smo želeli tudi nekje v današnjem času omogočiti vsakemu, da bi lahko prišel do te knjige, ne, ker bo vsak, ki bo bral, mu bo našel nekaj zase, tudi če smo mladi ali starejši, bo vsak nekaj pridobil in je to tako napisano, da lahko vzamem pač tisto, kar, če grem po kazalu, pa me nagovori in se v tistem stavim, ni treba celo knjigo prebrati. Ne. Je cena 10 €, ne, čeprav je 270 strani obsega, ne, je tudi napisana tako zelo berljivo, ne, in tudi tisk je tak, ne, tisk je tak, da lahko tudi tisti, ki ne več tako dobro vidi, lahko to bere, ne, in je tudi dosegljiva pač preko spleta, se lahko naroči, če date založba Dravlje, boste ta prva knjiga kot taka, ali pa tudi v Google date Prezrti čas, vam bo že vrglo tudi to knjigo ven. In je lahko se tudi naroči po spletu, ne, tako da potem pač poštnina, 3,50 € je poštnina, ker je pač tako obsežna knjiga, če se dve naroči, je ista cena, ne, če gre po spletu. Ne. Ok. Mogoče čisto ena misel za slovo, no? Kako pristopati do tega prezrtega časa, še tako, mogoče posebej mi kot zakonci, ne, se mi zdi, da smo del tega kulturnega miljeja, imamo možnosti spreminjati sami sebe, ampak se kar ne lotimo, nas je kar strah, nas je kar malo še odlašamo, pa se še ni tisti čas, pa se še nismo čist tam. A ne? Še ena taka zadnja misel mogoče, no, zakaj pa vendarle se tega ni treba toliko zelo bati? Ni treba bati, ker v resnici, kot smo govorili, ne, tudi tem izkušnje tudi ljudi, ne, ki so bili do konca ob svojih dragih, ne, in so se od njih poslovili, pač različno, na različne načine, ne moramo nikoga prisiliti, ne, je ena svoboda, govorijo o teži tega časa, pa hkrati lepoti. Govorijo o stiskah in hkrati nekaj, kar nikoli ne bi želeli, da bi se ne zgodilo, ker so doživeli mnogi tudi neizmerno otipljivo navzočnost Boga prav v teh trenutkih, ker so odkrili, da so v Bogu, da so v tej ljubezni, da so nošeni in da njihov ljubljeni ni odšel nekaj praznega, ampak da je bilo v resnici rojstvo, ne? Novo rojstvo za novo življenje. In je ena taka popotnica jim in nekje ena moč, s kateri živijo svoje nadaljne življenje in zmorejo odkrivati zopet tisto, zakaj pa je smiselno še živeti in se truditi. In to je končno živeti za te globoke odnose, živeti za tisto ljubezen, ki ostane in ki vse premaga in je tista, ki bo večna. Ne? In zato prizadevajmo si, ne, da bi ne prezrli ta čas
dragocen čas, ki je res dragocen, biti ob takih neozdravljivo bolnih, umrjočih, pa tudi potem obžalujočih. To je tisto, kar nas počlovečuje, to je tisto, kar nam pomaga postati res ljudje z veliko pisano in tudi res kristjani, res božji, res sveti. Ja. Če uporabimo to besedo, resnici je to konkretna božjost, to nas spreminja in to tudi potem pomaga, da za teh stvari govorimo in da to ni tabu in tako drugemu pomagamo, da ne bo nekje čisto presenečen bos in ne bo vedel, kako se lahko takrat v najboljši način tudi odzove in odgovori in naredi tisto, kar bo vedno potem hvaležen, ko se bo spominjal tega časa. Se pravi, da mi kot kristjani vzamemo svojo vero zares, Tako, da živimo v luči večnosti, kot je rekel naš prijatelj Štefko, da vemo, da so naš cilj nebesa. Cilj nebesa in za ta nebesa se pa zdaj tukaj učimo. Jaz pravim, da nebesa se učimo, ko se učimo skupaj živeti in skupaj zdržati. Kajti potem bomo celo večnost prisiljeni biti skupaj. Če se zdaj ne navadimo biti skupaj, potem ne bomo hoteli stopiti tako, kot starejši brat ni hotel stopiti v veselje očeta. Bomo ostali zunaj. Če se zdaj učimo zdržati skupaj, tudi v bolečini, tudi v stiskah, resnici smo učili za večnost, za nebeško življenje. Drugače pa bomo bosi in ne bomo zmogli. Pater Ivan, hvala lepa. Super.